hvala. Danes sem naprošena, da predstavim delo kot soavtorica, sicer naj povem, da je urednica knjige med nami, to je Ljudmila Bukal. Naš slovar je nastajal počasi ob vsem drugem rednem delu, kar pomeni, da je narejen dosti premišljeno pod nobenimi pritiski raznih financerjev, kar bom potem tudi pojasnila, kdo so bili sofinancerji, ki so nam omogočili to sproščeno delo. Hkrati pa je pri tem pomagalo tudi sodelovanje med obema inštitutoma, Inštitutom za slovenski jezik Frana Ramovša, katerega upokojena sodelavka je urednica Ljudmila Bukal, in pa Glasbeno-narodopisnim inštitutom, kjer sem zaposlena sama. Leta 2013 je že Milka Ljudmila Bukal, soavtorica in avtorica že mnogih terminoloških slovarjev, prišla do mene in me vprašala, če bi sodelovala pri tem delu, ker je ljubiteljsko spremljala dejavnost in jo je navdušilo v bistvu bogastvo izrazov pri pritrkavanju in zvonjenju, tudi bogastvo narečnih izrazov, ki smo jih kasneje vključili. In ker je stroka zvonoslovja pri nas zelo slabo razvita, še posebej recimo, če primerjam z nemško govorečimi deželami, in tudi premalo cenjena, sva se odločili, da povabiva k sodelovanju še dva strokovnjaka. Prvi je Matjaž Ambrožič, duhovnik, kolaudator in umetnostni zgodovinar, in pa vodilnega strokovnjaka z področja avtomatizacije zvonjenja v Sloveniji, to je pa Tomaž Klopčič. Tako smo lahko vključili v slovar še izraze širšega področja zvonoslovja, kot vedejo o zvonovih, ki je v prostoru navzoče. Zdaj imamo ogromno cerkva, ogromno zvonikov, imamo tudi livarno v Sloveniji, vse to potrebuje neko strokovno vodenje pri namestitvi, pri popravilih, nakupih, uglasitvah in vlivanju zvonov, vendar pa so te izrazi, ki so vezani na to stroko, zelo razpršeni v besedilih in pa seveda najbolj uporabljeni v pogovornem jeziku. Zdaj, ta besedila so pa okvir slovarja, izrazi stiskanih virov v časovnem okviru približno 100 let. Zakaj 100 let? Ker smo pred malo manj kot 100 leti dobili prvega strokovnjaka, oziroma naj uporabim kar izraz iz slovarja, prvega zvonoslovca Ivana Mrcino in njegove knjige, ki so bile posvečene zvonovom, zvonoslovju in pa pritrkavanju. Tako smo nabrali 1035 iztočnic za ta slovar. Na kratko in sicer bolj površno, ker to ni moje področje čisto, bi povedala, kako so te izrazi predstavljeni. Vsaka iztočnica ima po slovaropisnih pravilih, za katere je skrbela Milka Bukal, tudi podatek o naglasu, jezikovne podatke, kot so oznake za spol, rodilnik ali pa pri glagolih oznako za glagolski vid in prvo osebo ednine sedanjika z nakazanim spregatvenim vzorcem. Potem sledijo še drugi označevalniki, naprimer, če je izraz narečni, pogovorni, starinski, če ima pomenske sorodnosti in pa seveda osrednji del, to je pa razlaga ali definicija te iztočnice. Tudi ta ima po potrebi še dodatne razlage, naprimer, če je izraz pogosto rabljen v množini, če izhaja iz drugega izvornega jezika, potem izrazi imajo lahko več pomenov, navedli smo tudi variacije ali pa sinonime. Na koncu smo dodali angleški ustreznik, kadar smo ga lahko izpisali, ker če ga ni, pomeni, da je izraz lokalno ali regionalno specifičen. Pogosto je bilo te angleške izraze težko najti že zaradi pomanjkanja literature in tako ponekod predstavlja angleški prevod samo dobesedni prevod, ne pa nekje v rabi potrjeni termin. Še vsebinsko nekaj v slovarju. Glede na stroko, iz katere izhajamo, smo potem tudi vsebinsko povzeli iztočnice, recimo tiste v povezavi z zvonovi, kot so deli zvonov, material, vlivanje, okraski na zvonovih, zgodovina zvonov, naprimer gotski zvon, odškodninski zvon. Potem v povezavi z glasbeno teorijo in akustiko so tisti, ki predstavljajo uglasitve, delne tone, glasbeno-strukturne značilnosti pritrkovalskih viš. Potem imamo tiste, ki se nanašajo na samo elektrifikacijo zvonov. Veliko je pa izrazov tudi razkriva vpetost zvonov v vsakdanje življenje ljudi, naprimer, naj jih nekaj omenim, pogrebno zvonjenje, biti plat zvona, zvoniti hudo uro, posvetitev zvonov. Mnogo se jih nanaša na pritrkavanje, recimo oblikovne strukture, tehnike, načine pritrkavanja, tudi neko socialno dejavnost, kot so naprimer pritrkovalska srečanja, tekmovanja, pritrkovalska društva. Še bi lahko naštevala, ampak naj na kratko samo povzamem po prvih odzivih, da je nekako slovar
pritegnil tudi tiste, ki niso neposredno povezani z zvonovi oziroma strokovno povezani, ker če malo prebiramo po teh izrazih, se lahko naučimo tudi veliko o zgodovini zvonov, zvonarstvu ali pa o etnoloških in glasbenih zanimivostih v zvezi z zvonjenjem ali pritrkavanjem. Čisto na kratko še zahvale, na prvem mestu seveda Milki Bukal. Doživela sem prijetno sodelovanje z njo in pa hkrati tudi izredno strokovno, kot urednica nas je prijazno in z razumevanjem priganjala k delu in sem zelo vesela, da me je sploh pritegnila v to delo. Pri slovarju je sodelovalo veliko še znancev, prijateljev in drugih strokovnjakov, ki smo jih spraševali za nasvete in mnenja in se upravičujem, ker ne moram čisto vseh našteti. Naj omenim le nekatere, recimo predstojnik inštituta, Glasbeno-ropisnega inštituta Drago Kunaj nam je pomagal znanjem z področja glasbene akustike, pritrkovalci Jože Mehle, Martin Eniko, potem uvodne besede je napisal Mirko Ramovš, Drago Bukal je pripravil skice zvonov, Tjaša Jakob, Joel Smith pri lekturi prevodov, prijateljica Ana Zavadlav kot oblikovalka naslovnice, Simon Atelšek, Prelom in še bi lahko naštevala. Hkrati pa moram omeniti na koncu, te, ki so nam omogočili to sproščeno delo, so pa seveda sponzorji in donatorji. Sponzorji so Livarna, Omko, Phoenix, ki tudi vliva zvonove, podjetje Metalika Kacin, podjetje Mehle Gradnje in pa Kern sistemi za avtomatizacijo zvonov in pa donator Elektroinštitut Milan Vidmar. Hvala.